Lep dober dan, spoštovane dame, gospodje, cenjeni gostje, predsedniki zvez, predsednica Zveze v Evropski ljudski stranki, se pravi Zveze seniorjev, predsedniki, podpredsednik. Vesel sem, da in iskreno moram reči, da podpiram delovanje Zveze seniorjev v okviru Evropske ljudske stranke. Gre za izredno pomemben segment, ki seveda omogoča tudi dobro, in to je najbolj pomembno, medgeneracijsko sodelovanje. Ko govorimo o starejših, moramo vedno najti most tudi do mladih, v bistvu moramo povezovati vse generacije. Današnji naslov oziroma teme, ki ste si izbrali in o katerih boste debatirali, in sem prepričan, da bodo dobri zaključki, predvsem zato, ker je v vas ne samo znanje, ampak predvsem tudi velika življenjska izkušnja, da boste našli odgovore na nekatera odprta vprašanja, za katera tudi v strankah desne sredine v Sloveniji odkrito govorimo. Gre za to, da se Evropa, ne samo Slovenija, demografsko stara, da gre v tej zvezi za problem migracij, ki pa ne morejo biti kot odgovor na starajočo Evropo na način, kot so se v preteklem letu, dveh, pa se še vedno dogaja. Predvsem zato, ker Evropa zmore in zna sama rešiti svoje probleme, predvsem v svojem vrednostnem sistemu in pa seveda v svoji bogatem kulturnem izročilu. Pomembno je, da bi tudi tisti, ki danes odločajo o naših upokojencih, o tistih, ki se bomo upokojevali čez čas, govorili korektno in konkretno. Tu sem predvsem kritičen do ministra Karla Erjavca, kjer govori eno, v beli knjigi in v rešitvah je pa zapisano drugo. In verjamem, da bodo tudi ljudje, ko gredo na volitve, spoznali, da je treba gledati po rezultatih, ne pa po tistem, kar nekdo zna zelo lepo oleporečiti, pa vendarle iz tistega ni. In jaz si želim, da bo bodoča pokojninska reforma, oziroma da ta reforma ne bo naredila še večjega propada oziroma prepada med mladimi in starejšimi, ampak da bo predvsem znala ohraniti in spoštovati pravice, ki ste jih starejši že med tem časom dobili, in vsi tisti, ki so jih tudi upravičeni. Jaz vam želim dobrega počutja v teh dveh dneh v Sloveniji, tukaj v Ljubljani, in sem prepričan, da boste z dobrimi razpravami, dobrimi zaključki prav gotovo tudi vsebinsko popestrili življenje ne samo vaše generacije, ampak vseh nas. Hvala lepa. Hvala, gospod Zidanšek. Sedaj pa besedi vabim podpredsednika Nove Slovenije, krščanskih demokratov, gospoda Jožefa Horvata. Izvolite.